danes sva res vzela ta vidik, ki mogoče drugačen od tistega, ki ga ponavadi poudarjamo, se pravi, kako povečati rast, poslovanje in vsega tega, ne pa rečeva, ne, to, ko Rodi se predstavlja, kako lahko te stvari naredimo. In danes se bova dosti fokusirali na to, kako pa lahko ta, pa danes kar rečeva, da govorijo o marketerju, ki ga doskrat uporablja, to je nekdo, ki skrbi za to funkcijo, kako je lahko bolj učinkovit in kako lahko to doseže, kar sem mogoče v prejšnjih epizodah govorila, kaj je dobro za stranko, kako bi to dosegel. Pa verjetno fokusirala se bo na digitalnega marketerja, ne? Torej Tako, ja, da malo zamejiva, no. Na tem bo delala. Zdaj, mogoče preden začneva, te zanima ena statistika. Zadnjič smo pač malo imeli na dogodku, smo lahko osebe sprašvali, kako v bistvu razumeš ta omnichannel, multichannel, cross-channel. In je nekaj podatkov, no, ki se mi zdi zanimivih, tako za začetek, da malo grejeva to. A bi rekel, da je, ne vem, povprečno podjetje uporablja v Sloveniji 4,4 komunikacijske kanale. Tako največ je ta digitalni oglasi na CRM, rečemo jim tudi na CRM listah, ne? Meta, Google, Criteo recimo, pol je spletna trgovina, kot en tak kanal, e-mail, še vedno prevladujoči kanal. Tako, pol smo še vprašali podjetja, a so omnichannel, a niso, a so multichannel, ne? Se mi zdi, da enkrat mora tudi pojasniti razliko med omnichannel pa multichannel, ampak tako, 25% jih pravi, da so omnichannel, se pravi, da upravljajo vse to iz enega sistema. To se mi zdi sicer kar veliko, glede na to, kar pač vidimo na raznih sestankih pa pogovorih, kje so podatki pa kakšne sisteme imajo. Tako da ta del mi je kar bil zanimiv. No. Pa še ena stvar, ki se mi zdela dosta zanimiva je, da uporabljajo, da recimo so kampanje v 3 jezikih, povprečno neka baza velika v Sloveniji 72,000 kontaktov, imajo ne 4 event-based kampanje, flove, pa rečejo, da eden je z jih abandoned cart, da je zovne 3 pa po mojem, ali še en welcome, ali kaj podobnega, nisem točno spraševal, kaj je, pa imajo še ne 3 target-based kampanje, se pravi tiste, ki oni zberejo audience na teden. Tako to je neka taka slika, kaj se dogaja na slovenskem trgu, no. Tako da se mi zdi levo, da malo s tem začneva, no, par teh podatkov. Jaz bi tukaj vseeno rekel, ne, torej, to je bil nek naš dogodek, prišli so ljudje, ki jih zanima to, kar mi delamo, oziroma imamo neke skupne interese, tudi že sam ta podatek, da imajo, koliko si rekel, 3 target-based kampanje na teden. No, in so resni v tem, ne, ker zdaj to, ko si rekel, uporabljajo 4-5 komunikacijskih kanalov v povprečju. Mislim, da tako svetovni trend ali pa ta na zahodu trend je še vedno, da smo na 3 kanalih, pa dvomim, da je Slovenija full nad tem, tako da je bolj to, da je mogoče bil malo manjši vzorc. Ja, mislim, vzorc je bil manjši, ti da nek upogled v to, pa res so bila to bolj B2C podjetja. No. Tako da bi bilo fino narediti verjetno še tako analizo tako na nivoju recimo cele Slovenije, malo bolj poglobljeno, več jih vključiti. Tako da, če se kdo ukvarja z analizami, priporočilo, da začne. Se neko večjo analizo delamo na osnovi tega, bova tudi povedala, kaj bo rezultati zunaj. Tako je.